pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Murski Soboti, kjer se bo kmalu začela tekma 20. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach, ki bo hkrati tudi zadnja v tem koledarskem letu. V Fazaneriji pa se bosta pomerili ekipi domače Mure in Domžal. Prav je Kuzmiča, pa Šimkus. Slab poskus Litovca, to da tu je Daku. Mirlin Daku se namešča, Kosa je poiskal. Priložnost za Muro, Klepač strelja. Pa Daku, ki se bori. Mirlin Daku, to da preprečil je zadetek Kristjan Scholzinger. Lepo na levo stran. Šabanađaj, predložek Šabanađaj, priložnost za Dakuja, to da mimo leve vratnice Mulaliča. Tole je bila dobra akcija, Šabanađaj je krasno poiskal Dakuja. Tudi Kuzmič se bo moral zbrati v prejšnji akciji, je bil zelo nepreviden Daku pri žogi. Tole je Klepač, vrnil je žogo Dakuju, Mirlin Daku, krasna rešitev Dakuja, ni še konec nevarnosti, priložnost za Muro, ampak ostaja pri začetnem izidu. Žiga Kos je sprožil proti vratom Mulaliča. Scholzinger je skušal priti do strela, gol! Domžale vodijo z 1-0, Čurič. Srb je dosegel drugi gol v letošnji sezoni in tudi na tem obračunu so Domžalčani torej zabili s prekinitve. Izvrstna poteza Scholzingerja. Scholzinger je tu zmedel Mihelaka, Čurič pa je žogo pospravil v prazno mrežo. No, zdaj gredo naprej tudi Domžalčani. Tale akcija je zanimiva. Franko Kovačević, Jovičević, Nikola Jovičević, mimo desne vratnice Klemna Mihelaka. No, prvič na tem obračunu je Jovičević opozoril nase. Premalo nogometašev je spredaj, Klepač se bori, tudi on je osamljen. Kozar, Šrolar ima dober strel. Toda mimo desne vratnice Mulaliča. Tole je Martin Šrolar. Damir Čantala, danes ste bili precej podjetnejši od nasprotnika, ampak niste uspeli prebiti obrambnega zidu Domžal. Vas je morda tekmec tudi s čim presenetil? Pa ne, ni nas presenetil. Predvidevali smo, da bomo imeli več posesti, da bomo mi tisti, ki bomo diktirali tempo igre. Tudi situacije so se v začetnem obdobju tekme odvijali tako, kot smo si mi želeli. Prihajali smo v priložnosti, imeli 2-3 čiste priložnosti, enostavno na takšnem igrišču, v takšnih pogojih, proti tako zaprtem nasprotniku, takšne zadeve moraš izkoristiti. Domžale so nas kaznovale iz ene prekinitve, potem pa so se odlično branili, zaprli vse poti do gola. Težko je bilo skozi sredino, prihaja do nekih situacij na tem težkem igrišču, ker proti zgoščeni obrambi skozi sredino rabiš natančnost in vsekakor je to skoraj nemogoče bilo v teh igralnih pogojih, zato smo se veliko zanašali na predložke, tu so pa Domžalčani bili izredno suvereni, reševali vse situacije in na koncu mi moramo čestitati za zmago. Je pa to bila tretja zaporedna tekma brez doseženega zadetka. Bi kaj morali recimo storiti drugače v napadu na teh treh preizkušnjah? Pa v Kopru smo mogoče od teh treh tekem imeli najmanj zrelih priložnosti na tekmi proti Olimpiji in danes smo imeli dovolj priložnosti, da bi zadeli. Problem je bil, če si priložnosti ne bi ustvarjali, priložnosti smo vsi ustvarjali, ampak enostavno zmanjkala nam je realizacija in zato so tudi točke odšle danes Domžale. Danes bi mogoče bil dovolj en zadetek, če bi mi tistega prvega dosegli v trenutkih, ko smo res imeli prevlado, ko smo si ustvarjali te situacije, ampak Domžale nas je kaznovalo za neučinkovitost. Zdaj sledi tudi prestopni rok, kaj recimo pričakujete od vodstva? Pa ja, normalno imamo svoje načrte, katerim sledimo, nadaljujemo po poti, ki smo si zastavili in tu sledi neko manjše kadrovanje, predvsem za popolnitev konkurence na odločenih mestih, ki so deficitarno. V tej smeri delamo, v tej smeri bomo delali, vsekakor pa vedno je naš cilj, da v ekipo pripeljamo mlajše igralce, ki so ambiciozni, ki so željni napredka in upam, da bomo dobili to, kar si želimo.
Simon Rožman, danes ste pobudo nekako prepustili nasprotniku, ampak vaši fante so se do potankosti držali vaših načrtov, se predali taktičnemu načrtu. Verjetno ste na koncu v popolnosti zadovoljni s predstavo. Ja, sigurno moramo biti. Jaz bi čestito obem ekipam v tem res izjemno težkih pogojih. Bom rekel, na meji regularnosti. Mislim, da tekma ni bila lepa, bila je pa tekma tekmovalna. Mi smo naredili tisto, kar smo lahko v danem momentu. Moram čestitati fantom za borbeno, za disciplino, za neko homogenost. V zadnjem obdobju res delujemo kot ekipa, kljub vsem, bom rekel, manjkajočim zadevam in sigurno je to prava pot. Nismo danes bili boljši v polju, sigurno ne. Smo pa bili, bom rekel, taktično disciplinirani in pač sreča je bila mogoče na naši strani, da smo zabili ta gol, ki je za nas sigurno zelo pomemben in da z zmago in z veseljem zaključujemo po eni strani, pa po drugi strani, bom rekel, z nekim veseljem nadaljujemo spomladanski del sezone. Ob številnih poškodbah je kar nekaj fantov opozorilo nase, verjetno tudi čutijo vaše zaupanje, kajti pokazali so res dobre predstave. Ja, popolnoma se strinjam. Že tako smo nekako, je naš projekt baziran na naših mladih fantih. Sigurno potem, ko nekako rezultat gre v pravo smer, je potem to lepše, laže. Lahko bi se obrnil tudi v drugo smer. Sigurno imajo potencial. Naredili smo, jaz bi rekel, eno osnovo, čaka nas pa še ogromno dela na planu igre in na enih drugih stvareh. Ampak, tako kot sem rekel, prvih 6 mesecev je ponovadi najtežjih in mislim, da smo jih kar, bom rekel, dobro prebrodili. Zdaj prihaja zimski odmor in z njim tudi prestopni rok. Imate morda kakšno željo, da se okrepite na kakšnem specifičnem igralnem položaju? Ja, to bo prihajal zdaj čas. Vedno nekako želimo do konca, kar se bo rekel nas trenerjev tiče. Naš športni del z športnim direktorjem je v polni akciji praktično že celih 6 mesecev. Sigurno bomo znali odreagirati v danem momentu. Jaz mislim, da imamo kar nekaj potencijala, ki je sigurno zanimiv za tujino. Bomo pa mogli, bom rekel, na vse odhode odreagirati, bom rekel, na naš način. Alen Kozar, danes ste vi imeli pobudo, prevzeli ste inicijativo praktično v prvi minuti, ampak niste uspeli prebiti čvrstega obrambnega zidu. Kaj je manjkalo Muri? Pa ja, kot smo videli, so se Domžale dobro postavile. Čakali smo na naše napake, na kontre. Kaj vem, če bi mi prvi zadeli, bi mogoče nam bilo lažje, ampak potem smo dobili en neumen gol. Potem je neka nervoza prišla v ekipo. Nismo več prihajali do zaključnih strelov. Premalo smo zaključevali napade, vsi smo čakali, da bi žogo prišli v gol in se nismo na koncu rešili poraza. Jošt Pišek, danes ste res garali za tole zmago, verjetno na koncu odlično vzdušje v ekipi. Ja, seveda, mi smo zelo veseli. Veseli smo, ker smo zadnje 3 tekme 3 zmagali. Približali smo se vrhu lestvice in smo tudi spomladi smo v boju za Evropo. Precej mladih nogometašov vas je igralo v zvezni vrsti, pa kljub temu odlično sprejemanje odločitev v težkih momentih, ko ste bili pod pritiskom, nekajkrat bi lahko recimo zapretili, pa ste pametno igro umirili. Verjetno je tudi to pohvalil trener Simon Rožman. Ja, seveda, mi smo probali zdržati žogo, imeti čim več posesti, kar se da, umiriti igro in mislim, da nam je to super uspevalo na današnji tekmi.